Ta tema izhaja iz enega projekta Moderne galerije v Ljubljani. In sicer projekt je bil leta 2000. Je Moderna galerija povabila skupino umetnikov, da bi povedali oziroma naredili neko delo o tem, kaj bi želeli videti realizirano do leta 2023. In takrat sem jaz z veliko žlico zajel in sem naredil ta koncept bodoče civilizacije, ki jo imenoval geokultura. Ampak to se mi že dolgo časa mota po glavi oziroma je v jedru mojega dela, ker mislim, da podcenjujemo naš domači planet, o čemer sem govoril že včeraj, da ga bistveno podcenjujemo in da sicer ga na veliko izčrpavamo in jemljemo rudna bogatstva in druga fizična bogatstva, ampak sploh pa nimamo odnosa do tega, kar je največ in po mojem izkušnji najbolj dragoceno, to je zavest tega planeta in njegovih evolucij. Torej, tisti potenciali, ki jih ta planet daje kot možnost različnim evolucijam, tudi našim, da se lahko razvijajo v nekem vesolju, ki je materializirano. To je zame bodoča faza, mi smo v bodoči fazi vesolja. Zato, kamorkoli gremo in pošiljamo sonde, nikjer ne najdemo znaka življenja, zato ker smo prvi, smo vstopili v to bodočo fazo. V osnovi je to, kar mi vidimo od Venere ali od Marsa, to je fizično telo, civilizacije so pa v drugih dimenzijah. Gaja je naredila nekaj izjemnega, da je omogočila, da se življenje iz bolj finih dimenzij preseli na materialno raven. To, kar sem včeraj rekel, s pomočjo določenih drobcev materije, so prava redkost v vesolju, je Zemlja spletla nekakšno življenjsko najprej telo, materializirano telo, potem je pa svoje energije znala tako preobraziti s časoma, skozi milijone let, da je razvila možnost, da se duhovna bitja, kot smo mi, naprimer, ali živali, da se utelešamo na površini tega planeta in da lahko doživljamo na čustven in na telesni način vse mogoče čudovitosti, kar nam zavidajo angeli in vsa druga duhovna bitja. To se pravi, da podcenjujemo nek izjemen dan, ki nam je dan, podcenjujemo ga in ga celo na nek način zatiramo sami sebi s tem, ko uničujemo, zmerom bolj uničujemo osnove življenja na materialni ravni. S tem pravzaprav delujemo proti božanskemu načrtu za razvoj vesolja, kar je huda reč. Kako stvari videti na drugačen način je, kot sem včeraj rekel, bolj radikalna zadeva, ker ne moramo več popravljati. To, kar se zdaj godi, to noben ne more več popraviti. Mogoče je bil Lenin zadnji, Trotski in te fantje so bili zadnji, ki so mislili, da se bo dal kar popraviti in vse spremeniti, kar so že prej v francoski revoluciji poskušali in večkrat se je to poskušali vse postaviti na glavo in vse postaviti prav. Jaz priznam, da ko sem hodil v gimnazijo in so me hodili spraviti v partijo, so mi dali začitati komunistični manifest, sem jaz jokal od navdušenja s temi idejami. Ne vem, če ste čitali manifest komunistične partije, to je bila že Zveza komunistov Jugoslavije. To je tako čudovita zadeva, ampak
Ampak kar pa iz tega nastane, je nastalo, to jaz govorim iz svojih izkušenj, ker so se to dal skozi. Kar je iz tega nastalo, je pa polom. Je polom, iz katerega smo se potem izvlekli z osamosvojitvijo. In tako vsi te poskusi so propadli zaradi tega, ker recimo vsi ti poskusi so propadli, ampak jaz se iz tega učim, ali pa verjetno tudi drugi ljudje, da se iz tega učimo in osnovo, mislim, iz tega se več stvari smo se naučili. Eno je to, da se ne da stvari spreminjati zunaj sebe. Ker tisto, kar je v teh manifestih in teh dobrih namenih zapisano, je lahko odlično, ampak če mi tega osebno, če človek tega osebno ne živi, tisti, ki te ideje nos v trebuhu ali v glavi, če tega ne živi osebno, to se pravi, da se sam sebe ne preobrazi, da ne gre skozi procese preobrazbe, ne zunaj odsekati kralju glavo in kraljici, kot so v francoski revoluciji, ampak svojo glavo naučiti, da misli srcem, recimo, in usklajeno s trebuhom, to se pravi s čustvenim svetom. To je veliko težje kot kralj odsekati glavo. Ampak je tudi bolj usodno, da ljudje se tega ne lotijo. Ampak da se zmeraj stvari spremenijo na zunaj. Zato je osnova te vizije geokulture, da je mogoče civilizacijo miru in sožitja med različnimi svetovi in evolucijami na Zemlji, rasami in religijami in tako naprej doseči samo skozi osebno preobrazbo kot osnovo. Potem pa iz tega sledijo spremembe v odnosih med narodi, predvsem pa med človekom in naravo in tako naprej. Zapravo tista prva bistvena razlika od dosedanjih revolucionarnih gibanj bi bila gibanje v smislu geokulture, da se zavedamo, ali pa tudi, to je pač ena možnost, ki si jaz izmislil, lahko tudi se to drugače imenuje, ampak na vsak način gre za neko civilizacijo miru in sožitja. Je mogoča samo, če se revolucija dogaja najprej znotraj vsakogar izmed nas in korenito spremenimo svoj način, kot smo včeraj govorili, gledanje na svet in tega vprašanja, kdo smo in kaj nam življenje pomeni. Drug vidik, mislim, da je odločilen, odločilna napaka je v naš pogled na sončni sistem, kot da je sonce, torej zanikanje geocentričnega sistema. Mislim, da je taka generalna napaka, ker s tem, ko se nekomu vzame identiteto, mi smo zemljci identiteto, zemlja ni več v središču. Zmeraj, vse kulture, stare kulture so zmeraj razumele, da je zemlja v središču svojega vesolja. Jaz temu rečem zemeljsko vesolje. Zemlja, tako kot recimo je komunizem skušal narediti, da bi bili vsi ljudje enaki in tako mi skušamo zemlju vzeti, da bi identiteta posameznika nekako se stopila v neko splošnost. Tako smo mi zemlju vzeli identiteto in smo jo stopili v splošnost sončnega sistema. Kot da je sonce, to je razumski trik, ker si ne upa pogledati navznoter, potem najde središče zunaj sebe. To je lahko v religioznem smislu, to je vse razumski vzos, Bog, ki je zunaj nas, ali pa je sonce, ki je tudi zunaj nas. Ampak s tem, ko je zemlja zgubila svojo lastno identiteto, je postala
predmet, je postala možni predmet izkoriščanja. Najprej zelo pomalen, potem pa zmeraj bolj z veliko žlico. Danes izkoriščamo na vseh možnih nivojih do genske manipulacije in razbijanja njenih osnovnih gradbenih delcev, to so atomi. Zato je bilo potrebno, je razum najprej moral vzeti Zemlji identiteto. Zato se jaz odločno zavzemam za geocentrični sistem in ne verjamem v heliocentričnega najprej. Seveda, tukaj so različne stopnje, potem je pa geocentrični sistem je včlenjen v heliocentrični. In heliocentrični je včlenjen v galaksijo in galaksija je včlenjena v naše vesolje v skupnost vesolja in tako naprej. Ampak bistveno je, da se posamezniku ne vzame lastno identiteto, lastno središče. To, kar se učimo zdaj v meditacijah, pa v sodobnih duhovnih gibanjih, je to, da spoznavamo svoje lastno osebno središče in da izhajamo iz tega središča, ne iz nekih misli, iz nekih splošnih idej in masovnih vzorcev, ki bi jim sledili, ampak se učimo tega, da izhajamo iz svojega lastnega središča in se potem povezujemo z drugimi soljudmi, z drugimi bitji in tako naprej. Na ta način smo ozemljeni. Kako hitro se pa to središče zanika, kot smo to storili pri Zemlji, potem je Zemlja na razpolago. In lahko še tako prvenska ljudstva kričijo, da mi narobe delamo in kaj se to godi, to mi ne moramo ničesar spremeniti, dokler ne spremenimo tega osnovnega stališča, da Zemlji priznamo njeno lastno identiteto in da to, kar sem včeraj govoril o 12-dimenzionalnosti in o teh paralelnih svetovih, torej, da je Zemlja ima svoje lastno, Zemlja je Sonce. Zemlja je svoje lastno sonce. To sem jaz v znanstvenih knjigah prečital in to znanost trdi, torej, da je znotraj je Zemlja zvezda. A to ni res. To je res, ampak mi to je spet ena tistih reči, ki jih vemo, pa se jih v šoli učijo že malčki, ampak ne povežemo to s tem, da je Zemlja središče. Zemlja je središče. In tista žareča krogla, ki je v središče, je telo Gaje. To je tako visok duh, ki razvija vse to življenje na tem planetu, da lahko biva samo v ognjenem jedru. In to so Grki imenovali Gaja ali pa Pačamama rečejo v Južni Ameriki. To ni nobena romantična zadeva, ampak to je tisto notranje sonce, ampak to je staro sonce. Tisto sonce, heliocentrični sistem, je zgrajen okrog mladega sonca, kmeče ogenj navzven. Gaja se je naučila ogenj držati navznoter, ampak s tem je pa omogočila, da preko preobraz skozi različne plasti in skozi plasti, mineralne plasti, ona to žarčenje, ker sonce kot mlada zvezda meče okrog in razmetava, ona zna preobraziti v tako fino, milo obliko, ki je bila energija. To se pravi življenjska sila, či, prana. In na ta način omogoča razvoj življenja na svoji površini. Ampak mi smo žarki tega sonca, vsi mi rastline, gore, vsi smo, ta planet se je naučil preobraziti to prvinsko energijo, ta ogenj, ki ubija, se je naučil preobraziti in obrniti navznoter, ne samo noter, ampak je znotraj srcega atoma. To, kar mi razvijamo, je pravzaprav razvijamo osnovo življenja. Osnova življenja je ta strahovita energija, ki je navznoter obrnjena zato, da navzven, tako kot je Zemlja kot celota, da navzven omogoča življenje, ker v atomih je ta sila, daje moč, da življenje lahko obstaja.
Tako da Tiho Brahe je imel v tistem času v renesansi idejo, da bi in je tudi matematično to pokazal, da se da geocentrični in heliocentrični sistem hkrati razumeti, kako to deluje. Da ima Zemlja svoj lastno bitje in da je vendarle znotraj enega večje družine planetov. Tako da to je 500 let stara zadeva. Ampak ga je razumska doba 18. stoletja ga je popolnoma preglasila. Potem tretja, to so nekako osnove bodoče civilizacije, ki je del. Tretja osnova je ta, da je poznavanje sočasnih evolucij, oziroma povezovanje s simultanimi sočasnimi evolucijami. Sem včeraj o tem govoril, da se dogajajo na različnih nivojih oziroma v različnih dimenzijah. Tako kot sem o živalih, sem govoril, da eno z živalih so utelešene, potem pa živali kot bitja sedme dimenzije, kjer so živali, posamezne živali zaraz določene, temu rečemo, skupna duša. Živali nimajo individualne duše, ampak glede na vrsto živali so skupne duše. Ampak to so neka kozmična bitja. Ampak zatem je še en nivo, ki jo pa poznamo iz astrologije, zodijak, kar pomeni po slovensko živalski krog. To so pa kozmični arhetipi, na osnovi katerih se oblikuje evolucija živali na duhovni ravni najprej in potem se utelesi. To se pravi, mi živimo skupaj z eno kozmično evolucijo, mi smo dve kozmične evolucije tukaj na planetu, sta obe utelešeni. Eni smo ljudje, druge so pa živali. Ampak mi živali odcepimo od teh dveh naslednjih nivojih in na ta način jih lahko izkoriščamo, kakor želimo, in to prav na grozovite načine. Tudi veste, pogosto, ne samo, da jih zapiramo v živalske vrtove, to je še mala zadeva. Tako da druga možnost je sodelovanje. Tako sodelovanje se v neolitiku recimo dogaja, ko so živali razvile take vrste, da so se lahko približale človeku in mu nekaj ponudile. Ali so ponudile mleko, ali so ponudile med, ptice, vse. Insekti so postali čebele, ptice so postali kokoši, parklari so postali koze in ovce in goveda in kopitari so postali konje in osle. Tako da je cel živalski svet je imel kot svoje veleposlanike pri ljudeh in ljudje so jih častili, tudi bogovi so nosili živalske obličja, recimo kot egipčanski bogovi, ker so vedeli, da so ta bitja imajo še te druge razsežnosti in da skozi njih, recimo kot v astrologiji, se ogromno lahko naučimo samim sebi, kdo mi smo in osebno, kaj se z nami v življenju dogaja. Ampak to njim ne pripišemo, mi to odcepimo in mislimo, da je to naša zadeva. Ampak to je nekaj živalske evolucije. In tako naprej se vrstijo te različne evolucije, s katerimi bi lahko, torej to so vidne, ampak potem so nevidne, o katerih sem včeraj govoril, s katerimi bi lahko sodelovali, oziroma v bodočnosti bomo sodelovali v smislu sožitja in pa soustvarjanja, tako da se učimo eden od drugega, namesto da se zatiramo med seboj. To sta zdaj dve krili. Pravzaprav koncept geokulture je zgrajen na trojstvu. Eno je, kako človek sam sabo, vsak posameznik, so različna poglavja. To sem nekaj omenil. Potem na drugi strani je, kako mi kot ljudje sodelujemo z drugimi paralelnimi evolucijami, tudi z našo lastno, kar sem včeraj govoril o
duhovnem svetu oziroma od tistih med nami, ki v tem trenutku niso utelešeni, živijo v paralelnem svetu oziroma simultanem svetu, torej tukaj na istem mestu, kot smo mi zdaj, vse posod, ampak v nekem drugem frekvenčnem območju, zaradi tega jih ne vidimo. Ampak ta bližina bi omogočala sodelovanje med dvema različnima nivojima človeške zavesti. En nivo je ta naš, ki je zelo koncentriran na zdaj tukaj, in oni pa niso, pa živijo v večnosti in vidijo vse zmeraj v kontekstu celote. In zaradi tega je to komplementarno, se dopolnjuje. Se danes kar nekaj ljudi komunicira s tem paralelnim svetom človeških duš in od tam se ogromno ljudje naučili. Tako da, ali pa to, kar sem govoril o živalih, lahko bi o elementarnih bitjih, kot zavesti zemlje, to so vse paralelni svetovi, s katerimi bi bilo treba razviti nek nov način sodelovanja. Živali bi še zmeraj rade dali meso, ker za njih ni problem, če 100 krav podarijo, ker so vse krave eno bitje. In vsi en del sebe dajo, ampak samo pod pogojem, da tudi mi njim nekaj damo. In to, kar mi lahko njim damo, je to, da oni želijo tudi napredovati v svoji evoluciji in mi smo nekako razvili neke individualne sposobnosti, ki jih živali nimajo in se zanimajo za to. Tako da so tukaj sjajne možnosti sodelovanja, ampak potem moramo spremeniti svoj način. Tako to sta te dve krili, ampak v sredini je pa srednji del tega koncepta geokulture je pa pač človeška družba, torej kako mi kot človeški rod in kot različne rase in kako bi bili sposobni sodelovanja oziroma končno živeti v miru, ker v bistvu smo v permanentni vojni že 5,000 let. Smo v stalni vojni med sabo, tudi v tem trenutku, kot veste, zmeraj sociologi bi rekli, da permanentno teče približno enako število vojn. Tudi takrat, ko se nam zdi, da živimo v miru, recimo že 60 let nobene vojne, hkrati je 30 vojn teče na planetu. Tako da upam, da ne bomo kmalu mi na vrsti. Ampak tukaj ni nobene, to je slepa ulica, se ne da tukaj nekaj bistvenega spremeniti. Lahko se ustvarja obdobje miru, pa se vojno potisne to celitno nekam drugam, zato da se izogne lastno. Ampak to ni nobena resnična rešitev. Tako da mislim, da te odnose med nami, ki se začnejo osebni odnosi, tukaj so spet različna poglavja. Eno so, ker tisto sam sabo, to je eno posebno polje, kot geokulture, ampak to med sebojni odnosi, kako znamo, zdaj pa recimo ni tako pomembno, kako moški pa ženske, ampak kako moški z žensko v sebi in kako ženska z moškim v sebi. Zaradi tega, ker moški smo 49% ženska in 51% moški, ali pa to varira, seveda pri vsakem človeku. Je malo drugače, ampak v bistvu sta to dva principa, kot yin in yang, ki samo da enkrat gre na eno stran, enkrat gre na drugo stran. Danes je veliko ljudi, ki so na sredi in se moški zaljubijo v moške, zaradi tega, ker so se zaljubili v žensko moške, ker to je tako mečkena razlika včasih, da zaradi tega zdaj ni to je sekundarno. Mi mislimo, da moramo enake število zastopanosti žensk v parlamentu ali take reči, vse zunaj hočemo reševati, ampak najprej je treba to rešiti znotraj nas, tako da znamo ceniti tudi v drugem tiste nasprotne kvalitete. Če jih znamo sebi ceniti in živeti, jih potem znamo, to se pa reči, tudi pri drugem.
cent in živeti in iskati, kako se lahko dopolnjuje. Potem največji problem naše civilizacije, pa je največjih, je to, da smo podlegli racionalizmu, torej razumskosti kot edini obliki, kako poznamo zavest. V resnici je pa razumskost samo en od koleščkov. Tukaj je poln koleščkov in v glavi, ampak razum je zelo zanimiva zadeva, ampak izredno nevarna, zaradi tega, ker razum lahko misli samo, če se izvzame iz tistega, o čemer misli. In trenutku, ko se izvzamem, recimo, iz sveta živali, kot so vlog, se zanimam za živali in opazujem in štem dlake na kamelah, ampak, kako pa ravnam s kamelami, to pa ni važno, ker jaz nisem kamela. Razumete, razlika je ta, da razum se zmeri postavi ven, zunaj kamele, ampak celostni način mišljenja je pa ta, da trenutku, ko sem v razmerju do te živali, sem ta žival zaradi tega, ker sem del življenjske celote in tako jaz kot tudi tisto bitje je del. Potem se lahko razum je kot ena variacija, razum se koncentrira na določene stvari, logične narave lahko, to se ne izključuje. Ampak smiselno je to samo, če je osnova celostno mišljenje. To so te dve polovici. V znanstvenem jeziku sta to dve polovici možgan, intuitivna in pa razumska. To mogoče ni tako natančno pol na pol, ampak dejansko smo mi bitja sposobna misliti celostno, to se pravi, to pa ni mišljenje, ki misli o celoti, ampak je način mišljenja, ko si ta celota in iz celote misliš o posameznosti. Mi pa zdaj mislimo o posameznosti iz posameznosti. In zaradi tega potem delamo take gromozanske napake kot civilizacija, da se lotimo neke stvari, potem se izkaže, da je to strupeno in da uničuje življenje. In ne vemo, kako bi se iz tega izmotali ven. Zaradi tega, ker mi gremo tisto stvar, brez da bi čutili, kaj to pomeni za vsakega bitja in za obstoj vesolja kot celote. Ampak to sposobnost vse imamo. Torej, bodoča civilizacija je mogoča samo na ta način, da je ravnotežje med to celostnim pogledom, ki vključuje mene kot tistega, ki gledam, doživljam in razmišljam o nečem, in logičnega pogleda se lahko izvzamem in kontroliram, če sem res del celote, ali pa da gledam neke logične povezave med posameznimi deli, ampak zmeraj po tem okviru te celote. Tako da to se ne izključuje, ampak brez tega, da se naučimo spet tako, ko bi rekel, bipolarno upoštevati obe te razsežnosti, ni mogoče si predstavljati, da bi lahko zgradili kakšno civilizacijo miru in sožitja. Potem, če gledamo ta srednji del geokulture, ko gre za družbene odnose, je tukaj področje, recimo, politike. Politika je popolnoma napačno razumljena. Rekli so, politika v zvezi z besedo polis, to se pravi, to je družbena skupnost. Politiki so tisti ljudje, ki svoje kreativno polje vidijo v tem, da skrbijo za druge, torej za celoto neke družbene skupnosti. To je zelo zanimivo kreativno polje, kako povezovati, kako omogočati, da lahko vsak posameznik izraz svoj najboljši potencial
Zato jaz imenujem to politika čistega srca. Ampak osnovne so tukaj etične vrline. Ta civilizacija pozna izredno kvalitetno lestvico etičnih vrlin, ampak se tega ne drži, zaradi tega, ker kdo bi se pa tega držal, če nas pa ni, če ne poznamo svojega lastnega jedra, svojega lastnega bistva in plavamo magari v odličnih idejah o etičnih kvalitetah. Ampak, ko pride do tega, ko je treba te stvari uresničevati, tam pa ne pridemo zraven, ker smo se izuzeli, mi smo zunaj teh, mi o tem mislimo, ali pa mi smo navdušeni na tem, pa pišemo knjige o tem. Ampak vprašanje, če mi zares, mislim, tudi osebno to želimo na način, ko nihče drugi o tem nima kaj soditi, razen našega lastnega srca in ko bi rekel, resnicoljubnosti do samega sebe. Etične vrline niso zato, da pred drugimi se kažejo kot nekakšen kodeks ravnanja, ampak je nek dogovor med ljudmi, da bomo določene vrline spoštovali in uresničevali znotraj vsakega izmed nas. In potem tudi kot družbena skupnost, potem ni težave. So potrebni politiki, ki koordinirajo potem, ker smo vsak od nas je različen in kako se staviti polis, torej družbo, je posebna umetnost, kako omogočati, da vsak človek znajde v tej družbeni skupnosti svoje ustvarjalno mesto in da se lahko razvija vključno z drugimi evolucijami, s katerimi sodelujemo in brez katerih življenje na Zemlji ne bi bilo mogoče. Nisem še oddelal svoje 3/4. Toliko sem odgovoril. Seveda, geokulture se ne da doseči z revolucijo, torej s prevratom. To se razume iz tega, kar jaz govorim ves čas. Ampak je mogoče samo z vztrajnim spreminjanjem, kot rečeno, najprej samega sebe in pa potem mislim, da je odločilno to je vizija. Zaradi tega o tem govorim in sem tudi napisal in objavil geokulturni manifest. Zaradi tega, ker je potrebno vzdrževati vizijo, da rečemo, recimo, kaj je tisto, kar zares bi mi želeli, tako da bi bilo prav stali, da bi mi to lahko uresničevali in da bi se zares skupaj z vsemi drugimi biti dobro počutili na tem planetu in da bi lahko ta planet bil zdrav in da bi lahko bili vsi skupaj najbolj ustvarjalni. Ker tukaj ne gre zdaj za neke konceptualne finte, ampak za to, da ko taka vizija zazveni v prostoru, se začne ustvarjati neko polje omogočanja tega. To polje, če sami v sebi tuhtamo, kako bi mi želeli živeti in kaj bi mi želeli spremeniti, to ustvarja neko osebno polje, ampak to ni dovolj, da bi spremembe se lahko zgodile v širšem prostoru. Tako pride, mislim, zaradi tega je potrebno, da skupaj razvijamo neke vizije in da jih izgovarjamo, tako da dobivajo neko telo. Recimo, jaz zdaj to govorim vam in vi to verjetno spremljate in si mislim, mogoče lahko to drugače, ali pa ja, to je profilno, ampak na ta način
so moje besede, se recimo 80-krat ali pa 60-krat, ja, 60-krat, so ponovljene in variabilizirane. To je ena taka beseda, ki smo jo pri Hoju izumili, variabilizacija, ker smo opazili naravi, da narava recimo, da nima niti dva lista, niste enaka, ali pa en Američan je celo svoje življenje fotografiral snežinke in to je ogromna zbirka in tam se ne najde dveh enakih snežink. To je neverjetno delo. Snežink. Snežinke, sneg. Snežinke pod mikroskopom. Fotografirati pod mikroskopom. In se ne najde dveh. To je neverjetno bogatstvo. In na ta način tudi vsak od vas na nek drugačen način v njem to zazveni. Tako tudi, da rečem, da je to neumnost, to ni več važno. Važno je, da ta stvar kroži in da na ta način dobiva svoje telo, ker jaz sem ni telo te zamisli in vi ste v tem trenutku tudi na nek način telešni, morda v celem trenutku ne več, ampak v tem trenutku smo nekaj ustvarili. To je ena oblika umetniškega dela, ki je tudi izum 60-ih let. To, da se ne dela nobeno posebno delo, da umetnik ni dolžan, da dela neko posebno delo kot objekt, kot recimo glasbeno stvaritev ali pa objekt svojo instalacijo, ali pa take moderne oblike kot video aplikacije, ni nujno, da je mogoče delo stvarjati na tak način, to je zame konceptualno umetnost, skozi to, da se določene stvari premišljujejo na nek ne razumski, ampak bi rekel bolj intenziven način, da se premišljujejo in da se ustvarja neko, to se imenuje danes morfogenetsko polje, se ustvarja neko morfogenetsko polje z različnimi skupinami. Mi smo recimo v pokoju delali take stvari s piščalko, to znate, take naše projekte smo ljudi povabili na delo in ko so prišli, je eden imel piščalko in smo rekli, kaj bo v mestu in kadar bo kdo zapiskal, piščalka je se podajala potem iz rok v roke, ko se zapiskal, vsek ostane na tistem položaju, v katerem je tistem trenutku bil. Ko se naslednjič zapiska piščalka, potem gremo pa normalno naprej. Tako smo enkrat 100 ljudi šli po Beogradu. Festivala. Tako delo nastane v tistem trenutku in to je isti princip, kot je zdaj z vami delam. V tistem trenutku in vsak je vendarle individualen, ker se drugače premika, ljudje so se pogovarjali do tiska in na ta način se je zgradil nek organizem, ampak stvar vendarle ni nedelo, ampak je ta piščalka zaradi tega, da je to delo, ima svojo ritmičnost in da delo samo sebe ozavesti, da je to delo in da ni to, da gremo špancirati po mestu. Tako vidim v umetnosti te različne možnosti, zelo resno jemljem umetnost 60-ih let, ko smo opustili umetnost, recimo pri likovni umetnosti, kot izdelovanje objektov, ampak nas je začelo zanimati, kako se lahko umetnost utelesi v najrazličnejših oblikah. In ena od oblik je tudi ta, ker jaz tudi največ delam umetnosti v obliki delavnic. Delavnica že pove, da je to nekaj konkretnega, tako kot v soboto sem ponudil, če želite priti na delavnico ne vem, kako je naslov, ampak o nekih globih razsežnostih Maribora.
To je način, kako se potem skupina ljudi se zanima za to zadevo, kako se, ni samo, da se gre okrog in nekaj gleda, ampak jaz pripravim tudi vaje, kako se lahko neke druge razsežnosti, ki se sicer navadno ne opazijo, kako se jih da doživeti, ali pa tudi kako se da razumeti, pripravim koncepte prostora in na ta način skupina ljudi pride v interakcijo z to pokrajino, s tem določenim mestom, kot zavesti, včeraj se govoril o noosferi, kot zavesti nekega kraja, neke reke ali gore ali pokrajine. To imenujemo noosfera. Noos v grščini pomeni zavest. Torej sfera zavesti kot biosfera je sfera vitalnih sil, bioenergije. Se imenuje biosfera. Noosfera je pa sfera zavesti. In ta interakcija potem teče na nivoju zavesti največ. Ampak to jaz ravno tako gledam kot umetniško delo. In ta razstava je v Ljubljani nosila naslov umetnost življenja, življenje umetnosti, ker gre tukaj zato, kako bi bilo mogoče najti načine, da bi umetnost bila lahko bolj kreativna v vsakdanjem življenju. Jaz mislim, da bi morala umetnost imeti enak status, kot ima znanost. Znanost danes obvladuje svet in je pravzaprav nedotakljiva, ima monopol, znanost ima monopol. Jaz sem moral zmeraj poklekniti pred znanostjo, kjer sem imel kakšen projekt, ki znanosti ni bil všeč in so oni preprečili, da bi se ta projekt, recimo, ko je bilo treba avtoceste premakniti. Zmeraj je šlo za znanstvene dokaze in na osnovi znanstvenih dokazov so recimo mojo intuicijo, moje poglede lahko izključili. Se pravi, znanost, mi se morda tega ne zavedamo, to je en od problemov te civilizacije, ki sem ga pozabil povedati, da je znanost razvila monopol in recimo umetnost sme početi svoje neumnosti in je zato tudi plačana in tako naprej, ampak ko gre pa za to, da bi umetnost lahko, tako kot v renesansi, ko je Leonardo da Vinci hkrati slikal sjajne slike in konstruiral letalo in take reči, da bi pa smela umetnost imeti enak status, seveda potem ne morda umetnost ravno na splošno, ampak umetnost, ki se za to zanima, za življenje in za interakcijo z družbo in s civilizacijo, da bi imela, ali pa točneje, ta intuitivno-kreativni del človeka, ta srčni del in subtilni, da bi imel enako pravico sogovora, soodločanja, kot ga ima razumsko-znanstveni del. To mislim, da je, tako kot sem prej rekel, za moško-žensko ravnotežje, je bistveno tudi v eni civilizaciji, da sta ta dva momenta v ravnotežju. Verjetno tudi v razmerju do tega, kar imenujemo danes religija, ampak religija pomeni v latinščini ponovno se povezati, religo. Torej nima nobene religiozne konotacije, to je kasneje smo se ljudje izmislili, ampak gre v osnovi za to, da je človek povezan s celoto, vključno s božanskim, seveda, največjo celoto in vsemi manjšimi celotami. Se jim reče holoni, torej celote. Tako da jaz mislim, da je bistveno to trojstvo. Ampak pa ni to trojstvo, da je vera, znanost, umetnost? Ja, jaz ne govorim o veri, jaz govorim o ljudi. Ja, gre pred znanostjo. Ja, ne, to ne gre skupaj. Vera je čisto nekaj drugega. Vera pomeni verovati.
pomeni pravzaprav zanikati svoj lastni notranji vir resnice, božanstvo znotraj človeka, v imenu verovanja v nekaj, kar je zunaj mene, ali kot neka religiozna zgradba, nad katero je neko božanstvo, ki je še bolj zunaj. Jaz govorim o religiji kot osnovni človekovi potrebi, da se poveže s celoto, vključno s božanskim, ampak da se to bitje, človeško bitje, določeno bitje poveže, lahko se potem poveže s drugimi svetom. Mislim, da samo tak način gledanja na religijo omogoča, da se jo osvobodi monopola, ki se je deli znanost nad človeško civilizacijo. Zdaj se pa izpolnil načrt. Hvala lepa, da ste prišli.